Razgledi in razmisleki. V Cankarjevem domu je v okviru salona z razgledom v oktobru gostovala bosanska avtorica Lana Bastašić, ena od najbolj priznanih pisateljic mlajše generacije iz področja nekdanje Jugoslavije. Lana Bastašić se je rodila v srbski družini v Zagrebu, kasneje pa je odraščala v Bosni in Hercegovini v Banja Luki. Tam je tudi študirala anglistiko, kasneje pa je v Beogradu magistrirala iz kulturnih študij. Po končanem študiju je odšla v Prago, nato pa v Barcelono, kjer je vrsto let živela. V Barceloni je bila urednica literarne revije Carn de Cap. Od leta 2016 vodi šolo kreativnega pisanja Escola Bloom, soustanovila pa je tudi projekt za promocijo balkanskih pisateljic. Lana Bastašić je že leta 2010 izdala zbirko novel z naslovom Trajni pigmenti, leta 2011 zbirko kratke proze Ognjemeti, zbirko poezije Naiven triptih o Bosni in umiranju leta 2014 ter knjigo zgodb za otroke z naslovom Nastja riše sonce leta 2015. Njen romaneskni prvenec Ujemi zajca, s katerim je pisateljica dosegla mednarodno prepoznavnost, je izšel leta 2018. Zanje je leta 2020 prejela nagrado Evropske unije za književnost in bila v ožjem izboru za nagrado srbskega tednika Nin. Roman je bil do danes preveden že v več kot 20 jezikov. V slovenščino ga je za založbo Sanje prevedla Dijana Matkovič. Romaneskna pripoved se začne, ko Sara v tujini, kjer živi, prejme klic Lejle, prijateljice iz otroštva, ki je ni videla že 12 let. Lejla jo prosi, da prileti nazaj domov in jo z avtom pelje na Dunaj, kjer naj bi se našel Armin, Lejlin vse od vojne pogrešan starejši brat. Avtorica je roman zasnovala po navdihu Alice v čudežni deželi Lewisa Carrolla. Obenem pa gre tudi za roman Ceste, v katerega je močno tkana preteklost vojne v 90-ih, ko sta bili glavni junakini v otroških letih. Kasneje je Lana Bastašić izdala še zbirko kratkih zgodb Mlečni zobje in dnevniško knjigo Kovček. Pred izdajo pa je tudi njen novi roman. Lana Bastašić, svojo prvo knjigo ste izdali pri komaj 24 letih. Kdaj ste pravzaprav začeli s pisanjem? Počela sam pišem dnevnik čim sam naučila da pišem. To mi je nešto bilo, sjećam se, dobila sam neki spomenar, onaj mirisni sa katanac što ima. I to mi je bilo zanimljivo kako sam obsesivno počela da opisujem svoje dane. Takoj, ko sem se naučila pisati, sem začela pisati dnevnik. Spomnim se, da sem dobila neki spominski zvezek, dišeč, s ključavnico. Obsedeno sem začela opisovati svoje dni, čeprav se mi ni dogajalo nič kaj posebnega. Toda verjela sem, da če česa ne bom zapisala, bom to zavedno pozabila, kot da tisti dan nikoli ne bi obstajal. Včasih se mi zdi, da imam grozno slab spomin in mislim, da so moji možgani na neki način delegirali spomin na papir, v dnevnik. Takrat sem razvila obsesivno potrebo, da vse zapišem. Zgodaj sem spoznala, da mi je lažje razmišljati o stvareh med tem, ko jih pišem. Vseeno pa zelo dolgo nisem razmišljala o sebi kot o pisateljici in nisem niti vedela, da je to sploh nekaj, kar bi bilo zame mogoče. Pisateljic ni bilo. V Bosni nihče ni govoril o ženskah, ki pišejo. V šoli jih niso omenjali. Iskreno mi ni prišlo na misel, da bi bil to lahko moj poklic. Nenehno sem iskala druge poti in delo, se spraševala, kaj bi lahko počela. Šele pozneje sem spoznala, da je to edina stalnica. Ne glede na to, kje živim, v katerem jeziku pišem, kaj počnem, pisanje je vedno tu. Šele nekje sredi študija, ko sem poslala prve zgodbe v objavo revijam in zmagala na nekaj natečajih, sem začela resno razmišljati o tem, da to morda ni samo hobi, ampak nekaj bistvenega. Čeprav takrat s pisanjem še nisem ničesar zaslužila, sem dojela, da je to zame na prvem mestu, da je to zame nekaj osnovnega. Kada sam poslala prve priče u časopise i pobjedila na nekim konkursima, da sam počela ozbiljno da razmišljam o tome kako to nije hobi, nego zapravo, iako tad u tom trenutku ne zarađujem ništa od toga, da shvatim da je meni to prvo i osnovno. V slovenščini lahko prebiramo vaš romaneskni prvenec Ujemi zajca, ki vam je prinesel prepoznavnost po vsem svetu.
Kako se danes spominjate pisanja tega romana in tega, kaj ste z njim želeli prenesti bralcem in bralkam? Definitivno sam htjela da pokažem kako su neka politička previranja uticala na te generacije koje dolaze. Gotovo sem želela pokazati, kako so nekateri politični pretresi vplivali na prihajajoče generacije in kako se vpliv vojne ne konča, ko se konča vojna, temveč se nadaljuje v naših življenjih skozi generacije in ostaja v jeziku. Moje junakinje so sicer nekoliko starejše od mene, tako da to ni povsem moja generacija in vsekakor ne bi želela ničesar posploševati, saj je imel vsak drugačno izkušnjo. Pomembno mi je bilo, da pokažem razlike med dekletoma, ki bi morali imeti do neke mere podobni življenji, saj sta iste starosti in sta odraščali v istem mestu, vendar pa imata zaradi različne etnične pripadnosti in družbenega razreda popolnoma različno izkušnjo. Želela sem si, da bi ljudje, morda starejši, pa tudi moje generacije, ko razmišljajo o svojih izkušnjah iz 90-ih in po letu 2000, ozavestili, da niso vsi imeli enakih izkušenj in da je bilo nekaterim ljudem morda težje ali lažje, odvisno od tega, kje so bili in kako so se imenovali. Ljudima je bilo možda teže ili lakše, ovisno od toga gdje su bili, kako su se zvali. V romanu Ujemi zajca spremljamo junakini v odrasli dobi, obenem pa nas večkrat popeljete nazaj v obdobje njunega otroštva. Čeprav lahko razberemo, da gre za čas vojne v Bosni in Hercegovini, te niste postavili v spredje. Kaj vam je bilo najbolj pomembno pri otroški perspektivi na tisti čas, glede na to, da ste tudi sami odraščali v tem obdobju? Ja sam rođena u Zagrebu, onda smo otišli iz Hrvatske, dakle taj neki osjećaj doma mi je već od početka života nestabilan i onda smo došli u Bosnu. Rojena sem v Zagrebu, potem smo odšli iz Hrvaške, tako da je bil občutek doma pri meni že od začetka nekoliko nestabilen. Potem smo prišli v Bosno. Zanimivo je, da vojne pravzaprav nisem neposredno občutila. Imela sem to srečo in privilegij. Po drugi strani pa so mi nekatere stvari postale jasne šele pozneje. Naprimer, da so se otroci v razredu začeli ločevati. Nekateri otroci so si spremenili imena. V šolo so prišli z novim imenom. Nekateri ljudje so se preprosto odselili, ne da bi se poslovili. Odšli so ali pa izginili. Te stvari si človek lahko razloži šele pozneje v življenju. Otroštvo pa ne more čakati na boljše čase. Dogaja se v razmerah, v kontekstu, v katerem se pač znajdeš. Mislim, da smo se kot otroci nekoliko znašli in prilagodili. Določene stvari so se nam zdele povsem običajne, ker se nismo spominjali boljših časov. Za nas je bilo običajno, da ni bilo elektrike. Ker hladilnik ni deloval, je bilo običajno, da smo jedli samo tisto, česar ni bilo treba hraniti v hladilniku, ali pa tisto, kar se mora pojesti še isti dan. Običajno je bilo, da smo v šolo nosili drva, ker smo se ogrevali na peč. Ko si otrok, te stvari preprosto sprejmeš takšne, kot so. Hkrati pa otroštvo in otroška domišljija v vsem tem iščeta neke svoje razlage in logiko. Zdi se mi, da je v tem kontekstu včasih otroška logika celo bolj zdrava od odrasle, bolj zdrava in lepša. In mislim, da je nekaterim od nas prav to pomagalo, da smo v teh nenormalnih časih ostali kolikor toliko normalni. Da je nekim od nas i pomogla da koliko toliko ostanemo normalni u takvim abnormalnim vremenima. Ujemi zajca je roman ceste. Junakini se vozita od Mostarja do Dunaja, pa vendar gre pogosto za nenavaden, izkrivljen svet. Zato njuna pot, kot sugerira tudi naslov, spominja na poti Carrollove Alice v čudežni deželi. Odkot navdih za to usporednico? Htjela sam od uvijek da napišem žensku road trip priču, zato što ih stvarno ima malo u književnosti. Nekako uvijek su muškarci bili ti koji su imali privilegiju putovanja. Odnegdaj sem si želela napisati ženski roman ceste, ker jih je v književnosti zelo malo. V preteklosti so bili običajno moški tisti, ki so imeli privilegij potovanja, zato je več takih zgodb z moškimi junaki. Zame je bilo prav tako smiselno, da gre v knjigi za potovanje. Po eni strani za potovanje skozi prostor, po drugi pa potovanje skozi čas. V tem je glavna povezava z Alico v čudežni deželi. Tudi ona je nekdo, ki se odpravi na pot.
Prav tako gre za deklico, ki se znajde v izrazito nasilni deželi. Pogosto idealiziramo Alico v čudežni deželi, toda njena čudežna dežela je v resnici zelo nasilna. Grozljiva je. Bralci ves čas čutimo, da nekaj ni v redu. Alica nikoli ni dovolj velika, niti dovolj majhna. Vedno reče kaj narobe in kamorkoli gre, jo vsi sprašujejo, kdo je in od kod prihaja. V tem sem našla vzporednico z Bosno 90-ih let, ko se je zdelo, da množice norih vladarjev sprejemajo zakone, ki nimajo nobene zveze z razumom. Toda vseeno so določili, da so to pravila. Zato se mi je na simbolni ravni zdelo smiselno potegniti to vzporednico in jo povezati z občutkom, kako je biti deklica, ki se v svoji državi ne počuti varno. Kako je biti ena djevojčica, koja se ne osjeća sigurno v toj zemlji. V vaši dnevniški knjigi Kovček preberemo, da vam je uspeh knjige Ujemi zajca prinesel tudi nekatere vidike literarnega poklica, ki vam niso zares ljubi. Med drugim zapišete, da se počutite kot matere, ki so ljubosumne na svoje hčere, saj ste izdali že nove knjige, medtem pa vas vsi še vedno sprašujemo po romanu Ujemi zajca. S jedne strane sam srećna, jer ipak to što sam napisala je došlo do velikog broja ljudi i napokon mogu da kažem da se bavim samo pisanjem, mislim svim što to podrazumijeva, ali mogla sam da se posvetim samo tomu. Po eni strani sem srečna, saj je to, kar sem napisala, doseglo veliko ljudi in končno lahko rečem, da se ukvarjam izključno s pisanjem in vsem, kar to prinese za seboj. Po drugi strani pa je uspeh dvorezen meč, saj sem hkrati doživela tudi izjemne neprijetnosti, še posebej na Balkanu. Zaradi nečesa, kar sem rekla ali napisala, ali pa ker nekatere samo zato, ker jih kot mlada pisateljica odkrito levih političnih prepričanj, ki se postavlja po robu velikemu nacionalnemu mitu, motim. Pogosto sem tarča napadov ljudi, ki mojih knjig sploh niso brali. Preprosto imajo potrebo, da o meni nekaj rečejo. Zanimivo je, da sem pisati začela ravno zato, da bi se umaknila v svoj svet, saj nisem pretirano ekstrovertirana. Rada se umaknem v ta svoj svet. Toda zgodilo se je nekaj popolnoma nasprotnega. Zaradi umika v pisanje moram zdaj dajati intervjuje, se fotografirati, potovati, promovirati svoje knjige. Vse to me je na neki način odmaknilo od pisanja. To me najbolj moti, saj sem ugotovila, da včasih nimam več časa za pisanje, ampak le še za promoviranje svojega pisanja. Če imam pisateljsko blokado, ne gre za strah, da knjiga ne bi bila dobra, temveč ravno nasprotno. Strah me je, da se bo zgodba ponovila, da bom morala prihodnjih 5 let potovati in kot nekakšna potujoča trgovka prodajati svojo knjigo. Ne želim zveneti nehvaležno, toda ta posel ni niti približno tako preprost, kot se morda zdi. Trgovačka putnica, da nešto prodajem. Tako da, eto, ne želim da zvučim nezahvalno, ali definitivno ovaj posao nije tako lak kako djeluje. V intervjujih in esejih večkrat poudarite, da evropski literarni prostor od pisateljev in pisateljic z področja nekdanje Jugoslavije želi slišati le določene zgodbe. Zdi se, da gre za podoben problem, s katerim se soočajo tudi pisci in piske iz afriških držav. Torej, da literarni svet sprejema tisto pisanje, ki ustreza njihovemu pogledu na te države. Kakšne so vaše izkušnje? Pa definitivno sam doživjela da nas ne smatraju Evropom. Kada kaže Evropa, misle na Francusku, Njemačku i Englesku. I doživjela sam tu egzotizaciju, gdje se na neki način nas predstavlja kao neku... Vsekakor sem doživela, da nas ne štejejo za del Evrope. Ko rečejo Evropa, mislijo na Francijo, Nemčijo in Anglijo. Doživela sem tudi eksotizacijo, v luči katere nas z Balkana predstavljajo kot nekakšen potlačeni id Evrope. Zdi se, kot da nas uporabljajo za nekakšno katarzo, ki si je sami ne dovolijo. Zato tako radi poslušajo kar se da krvave vojne zgodbe. Zame se v tem skriva nekakšna perverzija, ki mi res ni všeč. Po drugi strani pa me to tudi jezi, saj smo bili nekoč resnično ne le na evropski ravni razvoja, ampak celo pred njo. Ženske pri nas so imele volilno pravico skoraj 30 let prej, kot denimo ženske v Švici. Imele so pravico do splava. Moja babica se je v 50 letih brez težav ločila.
V Belgiji so v 50 letih ljudi iz Afrike še vedno razstavljali v živalskih vrtovih, medtem ko so k nam, v Jugoslavijo, na študij prihajali mednarodni študenti iz afriških držav. Nočem idealizirati tistih časov, toda res me jezi, da smo izrinjeni iz globalnega konteksta in da tudi sebe eksotiziramo. Zato mislim, da moramo pisatelji in pisateljice z Balkana vzeti naše zgodbe v svoje roke, da jih pripovedujemo na svoj način in pod pogoji, ki ustrezajo nam. Egzotiziramo i izmještamo odatle. Tako da mislim da je na nama, na piscima i spisateljicama sa Balkana, da nekako reclaimujemo svoje priče na svoj način, na način na koji mi želimo da ih ispričamo i pod uslovima koji nam odgovaraju. Po romanu Ujemi zajca ste izdali zbirko kratkih zgodb za odrasle z naslovom Mlečni zobje. Zgodbe so pisane iz perspektive otrok in mladostnikov, vendar so vse prej kot lahkotne. Kaj vam je pri literarnem uživljanju perspektive otrok in mladih predstavljalo največji izziv? Kada sam završila Uhvati zeca, nekako dijelovi koji su mi bili najteži i najdraži su baš bili dijelovi iz djetinjstva i pomislila sam kako bih voljela da se vratim. Ko sem končala pisanje romana Ujemi zajca, so mi bili najljubši ravno tisti deli knjige, ki so govorili o otroštvu. Zato sem pomislila, da bi se rada vrnila k pisanju iz te perspektive. Po drugi strani pa sem potrebovala tudi nekakšno očiščenje od glasu iz tega istega romana, zato sem se odločila, da bo tokrat knjiga sestavljena iz več zgodb, pripovedovanih iz različnih perspektiv. Mislim, da je pri tem pomembno, da do likov pristopaš kot do vsakega drugega literarnega lika. Torej, da ne posplošuješ otroštva in otrok kot neke homogene, romantizirane skupine, temveč da se vsakemu posebej približaš kot posamezniku in poskusiš svet videti iz njegovega zornega kota. Tako kot takrat, ko pišem moške like, tudi to ni moja osebna izkušnja, a poskušam razumeti svet skozi njegovo perspektivo. Največji izziv pri tem je bil jezik, saj so otroci v zgodbah stari od 5 do 14 let in seveda se njihov jezik s starostjo spreminja. Tako ima zgodba, v kateri je protagonistka najmlajša, najpreprostejši jezik, najkrajše stavke, ki se pogosto ponavljajo, saj otroci, ko nekaj pripovedujejo ali razlagajo, stvari ponavljajo. Pri starejših likih pa je jezik kompleksnejši. Prav tako se mi je zdelo pomembno, da jih ne podcenjujem. Pri tem mi je pomagalo, da sem 7 let delala kot učiteljica angleščine. Delala sem z otroki od čisto majhnih pa do najstnikov in ugotovila sem, kako zelo pogosto jih podcenjujemo, še posebej otroke pred obdobjem najstništva, nekje med 9 in 11 letom. Ti otroci so lahko izjemno zgovorni, pronicljivi in kompleksni, pogosto imajo uvide, ki so me navdušili. Zato jih nisem hotela podcenjevati in idealizirati. So sposobni tako dobrega kot slabega. Zanimivo se mi zdi, da otroci živijo v svetu, v katerem so na neki način drugorazredni državljani, saj zanje odločitve vedno sprejemajo drugi. Njihov svet ni oblikovan po njihovi meri, ampak po odločitvah odraslih. Želela sem pokazati, koliko odgovornosti nosimo vsi, ne le starši, temveč celotna skupnost. Navsezadnje, kot pravi pregovor, je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Poleg tega sem želela odpreti vprašanje, kako pravzaprav nastajajo pošasti v družbi in kaj so tisti trenutki, ko človek zaide ali na dobro ali na slabo pot. Morda gre celo za en sam dogodek iz otroštva. I da postavimo pitanje kako nastaju monstrumi u društvu i kada počinje taj trenutak kada jedna osoba može da ode dobrim putem ili možda lošim putem, zavisno od možda jednog iskustva u djetinjstvu. V knjigi Kovček zapišete, da je za vas pri fikciji najpomembnejša resničnost. Kakšen je vaš proces pisanja in kdaj veste, da ste to resničnost dosegli? Obično počnem da pišem u neku svesku i prvo što mi dođe taj neki glas. Ja uvijek kažem glas i stil nisu isto i svaki lik ima svoj glas i svaka priča ima svoj glas. Običajno začnem pisati v zvezek in prva stvar, ki se pojavi, je glas. Vedno pravim, glas in slog nista isto. Vsak lik ima svoj glas, vsaka zgodba ima svoj glas. Potem preprosto sledim temu glasu. Drugi korak je, da se vprašam, kaj se dogaja, kje je zgodba.
Ne mislim, da je zaradi tega kaj manj literarno ali umetniško, toda zgradba pripovedi me zelo zanima. Včasih me preseneti, včasih kakšen projekt opustim, včasih se razvije v povsem drugo smer. Vsaka knjiga ima svojo pot. Ko govorim o resnici, ne mislim na resnico v dobesednem smislu, ampak na resničnost v občutku, ko bralec ali bralka prebere določen prizor v knjigi in pomisli, da je to točno tako, četudi tega sam morda ni nikoli doživel ali izrekel. To se mi dogaja pri knjigah, ki jih imam rada. Tudi kadar opisujejo izkušnje, ki niso moje, začutim, da je pisatelj resnično razmislil o človeški izkušnji in jo na papir prenesel na način, ki se mi zdi pristen. Gre za pisanje, ki je iskreno do človeške izkušnje in v katerem ni pisateljske poze. Moment poze spisateljske, nego je iskreno prema ljudskom iskustvu. V knjigi Ujemi zajca ena od junakinj, ki je odraščala v Bosni in Hercegovini, v odrasli dobi živi v Dublinu. Tudi sami ste več let živeli v Barceloni, kasneje v Berlinu. Vam je z vidika literarnega ustvarjanja oddaljenost od vašega lokalnega okolja prinesla drugačen pogled nanj? Mislim, da je daljina jako važna za svu umjetnost možda. To volim da poredim kada je neko slika, neku veliku sliku, jer roman stvarno... Mislim, da je distanca zelo pomembna za vso umetnost. Všeč mi je primerjava, ki pravi, da je roman kot velika slika. Ima veliko podrobnosti, toda obenem mora delovati kot celota. In tako kot mora slikar vsake toliko stopiti nekaj korakov nazaj, da bi pogledal sliko kot celoto, je tudi pri pisanju. Zame je bilo pomembno, da sem odšla, prav zato, da sem lahko pogledala na svoje izkušnje z distance, celostno. Da pisanje ne bi bilo obremenjeno, ampak da bi lahko stvari videla bolj objektivno. Pa tudi zato, da bi se lahko vprašala, kaj je tisto, kar v resnici nosimo s seboj, ko odidemo. Če je identiteta nekaj tako fluidnega, kaj je tisto, kar ostaja nespremenjeno, ne glede na to, kje smo. Zato se mi je zdelo povsem smiselno, da sem v prvem romanu pisala prav o izkušnji odhoda. Da mi je definitivno imalo i smisla za prvi roman da pišem i o tom iskustvu odlaska. Vaša zadnja knjiga, Kovček, je pravzaprav dnevnik vašega nekajmesečnega bivanja v Švici. Kako je bilo za vas prvič napisati knjigo, v kateri pišete predvsem o sebi, o svojem pogledu na svet? Mislim, to je knjiga koja je na neki način naručena. Urednik Semezdi Mehmedinović mi je tražio za njegovu ediciju da pišem taj dnevnik. Ta knjiga je bila na neki način naročena. Urednik Semezdin Mehmedinović me je prosil, naj za njegovo zbirko napišem ta dnevnik. Tako da to ni bil dnevnik, za katerega ne bi vedela, ali ga bo kdo sploh bral. Vedela sem, da bo objavljen in morala sem izbrati, o čem bom pisala in premisliti, kako ga napisati, da bo deloval kot nekakšna celota. Po drugi strani pa se nisem skrivala za likom, ki bi imel drugačen pogled na svet, jezik ali glas. To sem bila jaz. Vprašati sem se morala torej, kdo sem pravzaprav jaz, kako zvenim. Zato sem se odločila, da bom kar se da preprosta, da ne bom pozirala z jezikom, ampak preprosto delila svoja opažanja, pa naj bodo še tako osebna. In mislim, da sem zadovoljna s tem, kako je knjiga na koncu izpadla. Odlična bila i mislim zadovoljna sam kako je knjiga ispala. V Kovčku med drugim pišete o tem, kaj človek, ko živi na tujem, nosi s seboj. Kaj vse vam ta prispodoba kovčka pomeni? Meni prije svega to konkretan kofer na koji mislim, to je bakin kofer, koji sad više ne može da se koristi, to je baš stari kofer, ali mi je nekako... Zame je to predvsem konkreten kovček, babičin kovček, ki je danes že neuporaben, saj je zelo star, a me nekako spominja tudi na to, da se je moja celotna družina nenehno selila z enega kraja na drugega, pa tudi na to, da ti družina na neki način zapusti določeno breme, nekakšno prtljago. Tako je z mano ostal ta babičin kovček. Kovček je nekaj, kar ti olajša potovanje, obenem pa je lahko tudi breme. Potem pa se pojavi vprašanje, kaj pravzaprav nosimo v tem kovčku. Pri tem mi je bil v velik navdih Sergej Dovlatov, ki ima knjigo z naslovom Kovček, kjer vsak predmet v njem pripoveduje zgodbo iz njegovega življenja. Pri kovčku vedno pride tudi vprašanje, kaj vzeti s seboj in kaj pustiti.
Zelo mi je všeč, da je babičin kovček rdeč, saj ta barva zame ni le barva ljubezni, ampak tudi barva revolucije, nekakšnega revolucionarnega žara in drugih časov, ko ni bilo sramotno reči, da je nekdo levičar. Ljubavi, nego i boja revolucije i tog nekog revolucionarnog žara i možda nekih tih vremena drugih, kada nije bilo sramota reći da je neko ljevičar. Ob začetku izraelskih napadov na Gazo, ko ste živeli v Berlinu, ste za britanski Guardian napisali članek o molku intelektualne srenje v Nemčiji, ki vse do danes spremlja morijo v Gazi. Decembra 2023 ste prekinili pogodbo z nemško založbo S. Fischer in jo obtožili molka ob genocidu v Gazi in cenzure propalestinskih stališč v Nemčiji. Kasneje so vam zaradi te poteze priklicali vabilo na Salzburški literarni festival. Nam lahko zaupate kaj več o tej izkušnji? Pa mislim da definitivno bismo morale samo posebno jedan intervju samo da ispričam sve što se desilo u Berlinu, ali bilo mi je zanimljivo to iskustvo. Mnogo sam naučila. Ja sam stvarno u početku u Berlinu... Mislim, da bi morali posneti poseben intervju samo zato, da bi povedala vse, kar se je zgodilo v Berlinu. Ta izkušnja je bila zame zanimiva, veliko sem se naučila. Na začetku so me v Berlinu navdušili tamkajšnja mednarodna skupnost in ljudje z vsega sveta, ki sem jih tam spoznala. To je tisto, kar me je pritegnilo. Po drugi strani pa sem spoznala, kako daleč je kapitalizem prodrl tudi v tako imenovane prostore svobode in tako imenovane progresivne prostore. Ideja, da se delo vedno ločuje od življenja ali da so tvoj aktivizem in politična prepričanja ločeni od tvojega dela, je zame zmaga kapitalizma. Doživela sem, da se ljudje, ki so izvrstni umetniki in katerih umetnost govori o pomembnih stvareh, neposredno ne želijo opredeliti do politike, ki vpliva na človeška življenja. To se mi zdi le podaljšek mišljenja, da samo opravljaš svoje delo. To mišljenje je razlog za vzpon nacistične Nemčije, ker je toliko ljudi s sistemom sodelovalo ali pa preprosto molčalo. Nekateri so res verjeli, da morajo samo dobro opravljati svoje delo, ne glede na to, kaj to delo je. Ugotovila sem, da fašizem ni nikamor odšel, samo preoblekel se je. Podobno kot v Španiji, Združenih državah in Italiji. Zdi se, kot da je ves ta čas samo čakal na novega drugega, na novega sovražnika, da bi spet pokazal svoj obraz. Zame je bila to velika lekcija. Pri nas se reče, da ne more biti razočaran tisti, ki ni bil najprej očaran. Obenem pa sem spoznala, v kolikšni meri podcenjujemo svoje prostore. Čeprav nam je v finančnem smislu v primerjavi z Berlinom ali Nemčijo težje, imam občutek, da imamo pri nas vsaj svobodo v umetnosti. Tam je sicer več denarja za umetnost, toda mi imamo več svobode, da se resnično pogovarjamo o stvareh, za katere menimo, da so pomembne. Mislim, da imamo slobodu. Bar u umjetnosti, nema toliko pare u umjetnosti kao tamo. I onda imamo veću slobodu da zaista progovaramo o stvarima koje mislimo da su bitne. Že v knjigi Kovček, ki je išla pred omenjenimi dogodki leta 2021, ste se spraševali, v katero kategorijo umestiti pisatelje in pisateljice, ki ob ponovnih vznikih fašizma po vsem svetu molčijo. Kaj bi si odgovorili danes? Da, i nevjerovatno mi je zato što sam to napisala 21. I sad sam to stvarno doživjela i čak od ljudi od kojih to nikad ne bih očekivala. Neverjetno je, da sem to napisala leta 2021, zdaj pa sem to tudi doživela. In to od ljudi, od katerih tega nikoli ne bi pričakovala. Spoznala sem, kako nalezljivo je udobje, kako težko se je ljudem odreči tudi najmanjšemu udobju. Ne govorim o ljudeh, ki so izgubili delo, ampak o tistih, ki naravnost rečejo, da nočejo zamuditi neke priložnosti, s katero bodo zaslužili 100 evrov. Torej gre za to, da želiš biti revolucionar, to da zato ne želiš česarkoli žrtvovati ali izgubiti. To pa preprosto ne gre. Prava revolucija vedno nekaj stane, to je edini način. Včasih celo pomislim, da so mi ljubši tisti odkriti fašisti, ki naravnost povedo, kaj si mislijo, saj pri njih vsaj veš, pri čem si, kot pa tisti, ki si prek kakšne nevladne organizacije perejo vest, toda v resnici takrat, ko je za to čas, ne naredijo nič konkretnega. Ne radi ništa konkretno kada dođe vrijeme za to.
Nam lahko zaupate, kaj trenutno pišete in kdaj bomo lahko prebirali vašo novo knjigo? Završila sam roman baš o Berlinu. Fikcija je u pitanju, ali je bazirana na stvarnim događajima i policijskom nasilju tokom protesta u Berlinu. Končala sem roman o Berlinu. Gre za fikcijo, a temelji na resničnih dogodkih, na policijskem nasilju med protesti v Berlinu. Ta roman sem napisala v angleščini, preprosto zato, ker sem to izkušnjo doživela v angleščini. Zdaj smo v procesu iskanja založnika in upam, da bo prej ali slej izšel tudi slovenski prevod knjige. Medtem ko čakam na izid, pa sem se vrnila k pisanju romana, ki sem ga začela pisati že prej. Pišem ga v svojem jeziku in dogaja se v hotelu na Jadranski obali. To je vse, kar vam lahko povem, drugo pa naj za zdaj ostane skrivnost. I dešava se u jednom hotelu na Jadranskoj obali. To je sve što mogu da vam kažem za sada, ostalo krijem. Razgledi in razmisleki.